Spoštovani, pozdravljeni in dobrodošli doma v Sloveniji, Ribnici in našem rokodelskem centru. Sem Polona Rigler-Grm, kustosinja, višja svetovalka Muzeja Ribnica in imam danes to čast in odgovornost, da predstavim projekt sodelovanja med Beogradom in Ribnico. Sedaj se bom povsedla. Glavni akter in krivec je naš in vaš mojster Ivan Debeljak na moji desni. Začelo se je leta 2011, ko nas je takratna sodelavka ZRC SAZU Inštituta za slovensko narodopisje dr. Mojca Ravnik obvestila, da je delala v Beogradu in tam srečala krasnega človeka, ki izhaja iz Ribnice, gospoda Ivana Debeljaka, in da je to dobro poslovna priložnost za muzej Ribnica, da se odpravi na raziskovanje suhorobarske dediščine, ki je ena izmed temeljnih poslanstev muzeja. Bil je ravno pravi trenutek, saj smo se v letu 2011 začeli pripravljati na postavitev razstave o 520-letnici krošnjarskega patenta in res, odšli smo v Beograd, se tam srečali tudi z gospodom Dragomirjem Zupancem, umetniškim direktorjem Srem filma iz Beograda, in se začeli pogovarjati o možnosti snemanja filma o rešetarjih Cvar in Debeljak v Beogradu. Muzej Ribnica je začel z raziskovanjem družine, pogovorom z gospodom Debeljakom, pridobivanjem fotografskega in dokumentarnega gradiva. Pridobili smo kup materije, ki smo jo delno umestili med vsebino razstave o 520-letnici krošnjarskega patenta. Posnet je bil tudi film Sita in rešeta mojstra Debeljaka, ki smo ga vključili med razstavne vsebine. Naj predstavim sodelavce projekta in se jim zahvalim za sodelovanje z našim muzejem. Pozdravljam predsednika Slovenskega društva Sava iz Beograda, Saša Verbiča, umetniškega direktorja Srem filma Beograd Dragomirja Zupanca, kustodinjo Vesno Bižič, ki sedi druga na moji levi. Koga sem zdaj? In snemalca in montažerja Vlada Šojata. In seveda našega enkratnega in neponovljivega mojstra, rešetarja Ivana Debeljaka. Krog se je sklenil. Predstavljeni sta bili razstava in film leta 2012 v Muzeju Ribnica, leta 2013 je bilo gostovanje razstave in predstavitev filma v občini Vračar v Beogradu, leta 2014 je začelo gostovanje razstave na ameriškem veleposlaništvu v ZDA in leta 2016 v Kanadi, kjer je še danes, ter ponovno gostovanje v Beogradu leta 2019 ob 100-letnici delovanja sitarske delavnice Cvar Debeljak. Film je bil v Srbiji leta 2013 tudi nagrajen, predstavljen pa je bil tudi na dnevih etnografskega filma v Slovenskem etnografskem muzeju leta 2014. Razstava in katalog sta leta 2013 prejela tudi Murkovo priznanje Slovenskega etnološkega društva. Danes so vsebino zopet med nami. Najprej si bomo ogledali film Sita in rešeta mojstra Debeljaka Na poti v grad, pa si bomo lahko pod arkadami rokodelskega centra ogledali razstavi Pregled ribniškega krošnjarjenja od patenta leta 1492 do danes ter fotografsko gradivo rešetarja Cvar Debeljak s Crvenega krsta z Beograda. Sedaj pa bodi mojim besedam dovolj, dajem besedo našemu rojaku, rešetarju, mojstru Ivanu Debeljaku, da pove nekaj vtisov na poti med Ribnico in Beogradom. Lepo pozdravljene Ribničani, Ribničanke, brez vas ne bi bilo ni nas Ribničan.
Sem Ribničan Ivan, Bajlengrad znam. Bristre sem glavje, pa jezičke imam dolge. Bez jezičkov Ribničane nama mogli niti dajlet po svajte, niti doma stvarjati tisto bogatstvo, ki ga se sebo prinjase. Hvala Rokodelnem centru za to pozornost in prireditev skupno z Društvom Save v Beogradu, ki je bila ob stoletju razstave Rešetari Crvenega krsta. Upam in verjamem, da tudi tukaj v Ribnici so suhorobari, katere firme obstajajo tako dolgo, 100 let, več aluminij. Želim, da se ne stavi ta tradicija, čeprav polako tu pospehane. Jaz sem imel srečo, da sem imel možnost tu prenesti vizualno in audio, zahvaljujoči našem gospodu Dragomiru Zupancu, Etnografskem muzeju v Ribnici, naši dragi Poloni Grm, ki je videla en kvalitet, da se tu predstavi Ribničanem in Rokodelnem centru. Toliko zame zdaj. Hvala vam. Hvala, gospod Ivan. Sedaj pa dajem besedo Dragomirju Zupancu, režiserju filma. Naj nekaj spregovori o filmu. Ja, kaj rečem. Predvsem Ribnica je moja, ko bi se rekel, novo mesto, ko bi se rekel, nov začetek in nov povratek tukaj na tistem. Z veseljem nesem ribniško značko. Ko pridem tukaj, tako pokušam govoriti kot debeljak, ampak predvsem je za mene najbolj pomembno to, da sem tukaj v tistem rokodelskem centru, enom res primernom prostoru, ki se tisto, katero smo začeli na Rdečem križu, tu razcveta in tu se vidi, koliko je moč te suhe robe in tega obrta. Jaz sem naredil vse, da bi se to počutilo. V ovem trenutku se film bo predvajal se v Beogradu, v kinoteki, bo se predvajal na Paličkem festivalu in tudi je televizija RTV Slovenija odkupila film in tudi ga boste videli na RTV Slovenija, što je za mene ogromna zmaga. Eto, to je vse. Hvala gospodu Dragomirju. Sedaj pa dajem besedo še predsedniku Slovenskega društva Sava iz Beograda, Sašu Verbiču, naj nam pove nekaj besed. Ob tem pa naj še povem, da je sodelovanje Muzeja Ribnica in Slovenskega društva Sava izredno bogato in dragoceno, predvsem pa poslovno in človeško korektno. Hvala, gospej Poloni. Mislim, v imenu Društva Slovencev v Beogradu, Društvo Sava, zahvalil bi se na vabilu, da smo prisotni na tej proslavi takega jubileja, kot ga ima Slovenija zdaj, 30. obletnici osamosvojitve. Čast nam je, da smo tu. Hvala še enkrat za sodelovanje pri tem projektu Rešetari iz Crvenega krsta in bi vas pozdravil praktično v imenu cele slovenske skupnosti, ki živi v Srbiji, posebej pa v imenu Društva Sava. Upam, da bomo tudi v prihodnosti imeli še kakšen tak projekt, ki bi bil skupen, da bi se ta tradicija nadaljevala. Hvala. Lončari nespočne
Hvala. Sedaj zaključujemo v dvorani Rokodelskega centra. Na poti v grad, kjer bo pa osrednja prireditev današnjega dne, pa si spodaj pod arkadami pogledajte razstavo Krošnjarjenje od 520. obletnici krošnjarskega patenta in Rešetarji iz Crvenega krsta. Srečno!